Hvala lepa za besedo in pozdrav vsem še z moje strani. Naš namen danes je, da spremenimo nekaj, da spregovorimo nekaj o tej knjigi, ki se imenuje Ekonomija želje. Avtor je Daniel Bell. Je pa se stvar lepo povezuje tudi sicer. Glavno, danes želimo spregovoriti o knjigi Ekonomija želje doktorja Daniela Bella mlajšega. Knjiga je izšla pri založbi Kud Logos v začetku letošnjega leta. To je prevod iz angleščine. Zdaj, verjetno je na mestu, da najprej spregovorimo nekaj besed o avtorju, da ničkem predstavimo slovenski publiki. Bell je profesor teologije na Lutheran Theological Southern Seminary v Južni Karolini v Združenih državah Amerike. Diplomiral je na univerzi Stetson na Floridi, potem je magistriral iz teologije in tudi doktoriral iz teologije na univerzi Duke. In na tej univerzi je sodeloval tudi z pomembnim krščanskim mislecem, filozofom, teologom Stanleyjem Hauerwasom. Drugače je pa posvečen za starešino prezbitera Katoliške cerkve, bil je ekvivalent duhovnik v Združeni metodistični cerkvi, se pravi konfesionalno pripada protestantizmu, metodistični veji protestantizma. O tem bo še nekaj besed pozneje. Zdaj, Bell je tudi sicer pisec več knjig. Navedem nekaj naslovov, recimo ena je Teologija osvoboditve po koncu zgodovine iz leta 2001, potem Pravična vojna kot hoja za Kristusom iz leta 2009, no in potem pa Ekonomija želje, ki je v izvirniku izšla leta 2012. Tudi ni nepomembno, v kateri zbirki je ta knjiga izšla. To je zbirka The Church and Postmodern Culture, Cerkev in postmoderna kultura, v kateri je pri založbi Baker Academic tukaj izšlo že več drugih izredno zanimivih knjig, ki so postavljajo recimo postmoderno družbeno situacijo ali pa postmoderno teorijo in krščanstvo iz večjih vidikov. In je namenjena pravzaprav enemu takmu zelo poglobljenemu dialogu med tema dvema sferama, intelektualnima sferama, kako ne rečemo. No, sicer je pa Bell tudi aktiven kot govornik, predavatelj, objavlja v različnih revijah, se pa sam tudi karitativno udejstvuje in tudi v raznih pobudah za zbliževanje kultur. No, zdaj pa mislim, da je dobro, da spregovorimo nekaj besed o metodizmu. Sploh, ker je to mogoče en od pomembnih elementov pri gradnji knjige, ki jo imamo pred sabo. Metodizem je smer protestantizma, ki se je začela konec 18. stoletja v Angliji in tukaj je bil njen ključen začetnik, v bistvu sta bila brata Wesley. John Wesley kot začetnik je bil pisac, pa hkrati bi rekel pridigar v delavskih prebojenjih. To je bilo gibanje, ki se je začelo med delavci v Angliji in je tako, da je bilo že od začetka zaznamovano, bi rekla razredno, če se tako izrazimo, se pravi, je zajelo te delavske družbene plasti in je med njimi se širilo in je zato tudi ves čas imelo zelo izostren občutek za socialno vprašanje. Sami tudi temelji laborizma v Angliji so povezani vsaj s to senzitiviteto. Tako da to je ena pomembna, čisto taka, recimo, pomembno sociološko dejstvo v zvezi z metodizmom,
ki ga seveda tudi v samem ozadju knjige lahko začutimo v tem, da je, če bi zelo preprosto rekli, gre tukaj za sovpad res izostrenega socialnega čuta, za socialno vprašanje po eni strani in hkrati za zelo resno, tudi predano krščansko duhovnost. Se pravi, tukaj gre za drugačno matrico, kot smo jo morda vajeni iz bolj liberalnega protestantizma, kjer se marsikakšne recimo tradicionalne krščanske vrednote postavke postavljajo pod vprašaj in hkrati se določene liberalne ali pa socialne ideje zagovarjajo. Ne, tukaj pri metodizmu imamo drugačno kompozicijo, imamo zelo tako gorečo afirmacijo temeljnih krščanskih izhodišč in hkrati zelo, zelo močno to socialno noto. No in nadalje, kar se mi zdi pomembno omeniti, je pa pravzaprav tudi en teološki poudarek, ki je značilen bil prav za Wesleyja in za metodizem. In se mi zdi spet zelo pomemben za ključen argument v tej knjigi. Zdaj, ne je dovoljen, da malo skiciram, ker smo v letu reformacije, je dobro, da si dovoljno ekskurs k vprašanju, ki je pravzaprav ključno bilo za reformacijo in še danes. In to je pravzaprav vprašanje opravičenja po veri oziroma po delih, oziroma kaj to opravičenje pravzaprav pomeni. Kaj je s tem mišljeno in kako ta stvar deluje. No in zdaj, če bi preprosto, če naredim dve karikaturi, bi bili sledeči. Ena karikatura, ki bi jo morda lahko sledili v kakšnih ekstremnih ultrakalvinističnih krogih, je takale, da upravičenje pomeni zgolj in samo forenzično razglasitev človeka za pravičnega pred Bogom, kar pomeni, da gre kot za neke vrste legalno transakcijo, nebeško, kjer je človek grešnik, razglašen za pravičnega in pri tem se v bistvu nič ne spremeni pri človeku. To pomeni, da je v bistvu človek še zmeraj ujet v razne razdiralne vzorce, ki so seveda v optiki Biblije imenovani in prepoznani kot vzorci greha. Človek je še zmeraj ujetnik greha, človek je še zmeraj njegova ta padla narava, ki jo svetopismo ponavadi označi z oznakom meso, se pravi, to nima dosti veze z materialnostjo, tukaj gre za padlost duha človeškega, padlost človekovega notranjega ustroja. No, se pravi, da tukaj se nič ne zgodi v bistvu, ampak pač Bog po svoji milosti tega človeka opraviči, ker ta človek veruje in ta človek seveda eksistira naprej, tako kot je prej, v svetu, ki je tak, kot je bil prej, v družbi, ki je taka, kot je bila prej in v bistvu spet zdaj karikiram, ampak tak človek se niti ne sme preveč prizadevati, da bi zdaj kaj bistveno spremenil, ker bi s tem pravzaprav šel proti, bi zahteval od Boga nekaj, če se Bog ne daje. Prav to je zdaj en model. Medtem, ker drug model, za katerega pa lahko rečemo, da ga je začel zagovarjati Wesley, je pa nasproten temu, oziroma razločuje ali pa razširja zdaj to, kaj bi rekel, to temeljno vprašanje. Zdaj, Wesley se je seveda strinjal, da človek, kristjan, verujoč človek, je opravičen po veri v trenutku, da je to stvar, ki se zgodi momentalno v trenutku, ko človek začne verovati, se pravi, ko stopi na krščansko pot, je opravičen. Ampak je pa k temu dodal, da obenem pa ostaja klic oziroma pot posvečenja, kateri je poklican. Se pravi, to pa v bistvu pomeni, da Božja milost seveda ni samo neka forenzična razglasitev grešnika za pravičnega, ampak da se tukaj dejansko nekaj zgodi, oziroma bolj natančno, da se po opravičenju dejansko nekaj začne dogajati v človeku. Se pravi, da se pravzaprav z opravičenjem začne nek proces,
neka rast, neka notranja transformacija, ki potem vpliva na vzorce človekovega mišljenja, vzorce človekovega željenja, kot je pomembno tukaj izpostavljeno, vzorce človekovega govorjenja, obnašanja in seveda tudi potem za vzorce človekovega socialnega povezovanja in se pravi, to ne gre tukaj samo za individualno zadevo, seveda, ampak je ta milost nekaj, kar tudi samo človekovo socialnost začne organizirati drugače in jo prenavljati. Zdaj, seveda, ta proces, ki se mu reče posvečenje, se ponavadi seveda razume, da nikoli ne pride povsem do popolnosti, se pravi, tukaj se razume, da absolutne 100% svetosti ni mogoče doseči, je pa ta pot nekaj, kar je sestavni del tega klica. No, to sem zdaj tako karikiral, ravno zato, da si boste lažje predstavljali obe poziciji. Zdaj, sploh, če bi šli nazaj v 16. stoletje, ko je Luther formuliral prvi ta nauk o pravičenju po veri, seveda vidimo, da so stvari bile že takrat bolj kompleksne. Saj pri Lutheru gotov, po eni strani on močno ustrajal na tej tudi forenzični pravičnosti in opravičenju zgolj po veri. Tukaj je zelo jasno ustrajal, tudi vemo ta sintagma znana simul justus et peccator, to je Lutherov koncept, se pravi, da je človek hkrati pravičen in hkrati grešnik. Ampak pa vendar pri Lutheru najdemo tudi zelo, zelo močno ustrajanje na tem, da tisti, ki pa je upravičen, pa ravno iz te svoje upravičenosti začne drugače delati. Tudi. Se pravi, sama ta transformacija se tudi pri Lutheru kaže, čeprav je ne bi verjetno tako naglasil, kot je pozneje Wesley. No, to se mi zdi pomembno, ta recimo teološka skica se mi zdi pomembna, ker pravzaprav je na njej visi centralna teza tele knjige, kot bomo videli. No, zdaj pa je verjetno smiselno, da si ogledamo na kratko, da preletimo vsebino knjige, ki je pred nami. Zdaj, po uvodu, kjer pisec postavil recimo temeljno polje debate, sledita dve poglavji, ki nas presenečata. Presenečata nas predvsem zato, ker krščanski pisec pravzaprav v teh dveh poglavjih nekako prevzame pojmovni inštrumentarij dveh radikalno-marksističnih piscev. In to sta Michel Foucault pa Gilles Deleuze. In je zanimivo, kako on ju odkrije, ker dejansko mu pomagata pravzaprav pri analizi same želje. Želje kot fenomena, ki po eni strani formira in vzpostavlja človeka, ali pa kot neke najgloblje, kaj bi rekel, sile, notranje sile, ki človeka, posameznika pelje naprej, pa seveda tudi družbo jo vodi in jo formira. In tukaj se potem spusti v Foucaultove analize, recimo prav raznih oblik državnosti, kot oblik določene formacije oziroma discipline želje. In to je Foucaultov razmislek. V glavnem, tukaj se Bell kar precej poglobi v ta dva pisca in njun ta osnovni pojmovni aparat prevzame, ker ga spozna za koristnega, za to, kar bo povedal naprej. Pri tem seveda on tudi jasno pove, da on v celoti nazorsko se seveda ne strinja z njima in tudi na koncu knjige poda krajšo kritiko njunih stališč, ampak vseeno začne s tem, začne s to analizo. No, potem pa sledi tretje poglavje, kjer se pa sooči z vprašanjem kapitalizma. Prav kapitalizma kot družbe, v kateri živimo. In potem v tem razmisleku, kaj kapitalizem je, seveda Bell k temu pristopa kot krščanski mislec, tudi kot teolog. In tle
ključna ali pa mogoče prav malce revolucionarna ugotovitev je tale, da kapitalizem ni teološko nevtralen. Kaj to pomeni? To pomeni, da sploh, če se nekdo kot kristjan želi bližati temu fenomenu, se mu more bližati na način soočanja z določenim tipom teologije. In se pravi vprašanje krščanskega pogleda na kapitalizem se tukaj postavi kot analiza določene teologije, ki stoji za kapitalizmom. No in to teologijo potem tudi pisec predstavi v 4. poglavju. In tukaj znotraj te teologije recimo govori o podobi Boga, ki jo kapitalizem hočeš nočeš generira. In ta Bog je Deus absconditus, se pravi, to je skriti Bog. In seveda Bell tukaj zelo lepo izvede iz koncepta svobodnega trga, iz koncepta nevidne roke, ki ta trg na nek skriven, pa vendar zelo realen način ureja. Potem pa seveda opaža tole, da ta Bog ne osvobaja. Bog kapitalizma ne osvobaja človeka od ujetosti v to dinamiko želje, ki je definirana kot pohlep, in ki je želja mene proti drugemu. No in potem gre še toliko delž, da tudi prav, da je v bistvu funkcijo odrešenice dobi korporacija. Smith je pa njen prerok. No in drugo, kar pa vidi znotraj tega teološkega sistema, je pa tudi koncepcija človeka znotraj kapitalizma. In tukaj prav velja ta pojem homo economicus. Zdaj, kakšen človek, ki ga kapitalizem oblikuje, ali pa kakšen idealni član ali pa člen kapitalistične družbe. Predvsem je to individuum, ki je definiran prav s to svojo individualnostjo. Zanga je značilna ta svoboda do svobodne izbire, ampak ta svoboda je po Bellu definirana negativno. Predvsem je pa seveda on maksimizator interesov. On zmeri gleda, kako svoje interese čim boljš uresniči. In to je bistvo tega človeka. In njegova želja je v osnovi nenasitna in zmeri išče novo potešitev prek raznih seveda produktov in ponudbe na trgu. In še to je tekmovalen subjekt. Ta vid seveda druge ljudi kot tiste, ki tekmujejo za te resurse, ki jih nikoli ni čist dovolj v padlem svetu, v svetu greha. To je recimo zdaj zelo na kratko. Se pravi, tukaj imamo opravka z zelo specifično obliko subjektivitete, bi lahko rekli. Se pravi, to je subjektiviteta, ki se dejansko udejanja na ta način, da bi lahko rekli jaz proti tebi. To je formula te subjektivitete. Jaz se vzpostavljam prek seveda zadovolitve teh svojih želja in ti si pri tem koristen v toliko, ker te moje interese, ti moje želje lahko pomagaš uresničiti, sicer pa seveda nisi. No in potem seveda, to je zdaj zelo na kratko, to je tle jedro analize kapitalizma. Se pravi, je sistem z določenim bogom, ali pa z določenim tipom transcendence in z določeno antropologijo. No in potem Berger seveda naprej in se vpraša, v redu, zdaj, a pa je kaj drugega sploh mogoče. Tukaj si postavil to vprašanje, seveda, ki si ga tudi mi postavljamo in ki ga slišimo neprestano. In tukaj pa potem dejansko se Bell loti v nek tak zgodovinski pregled krščanstva in v njem prav se mi zdi zelo perceptivno ugotavlja nasprotno ekonomijo želje, ki na raznih mestih in na razne načine se razodeva v krščanstvu. Se pravi, od samega Svetega pisma pa do raznih oblik krščanske duhovnosti skozi zgodovino, od meništva, samostanov, pa potem tudi enako najde recimo pri reformatorjih
No in se pravi, postavi nasprot tej kapitalistični ekonomiji, postavi ekonomijo odrešenja, za katero je pa seveda temeljna logika daru. In je temeljno gibalo te ekonomije, zdaj v nasprotju recimo s tržno ekonomijo, kjer se vedno gleda na menjalne vrednosti, kjer se vedno gleda na maksimiranje dobička, kjer se tako merijo stvari, ne? Recipročnost in te stvari prav, da se v krščanski ekonomiji, najprej teološki, potem pa tudi praktični, da se dejansko vidi točno nasprotna gibalna sila, ki je ekonomija zastonjskega daru. Se pravi, daru, ki si ga ne zaslužiš, ki ne more imeti neke protivrednosti, ampak ki je dar in ki pa seveda ima moč, da človeka osvobaja, ne, in da ga osvobodi ven iz te ujetosti pravzaprav v ta krog homo economicusa, se pravi ta krog te ujetosti v to igro želje, ki te vedno vodi naprej, ampak nikoli te pa ne zadosti in zadovolji na konc. In tukaj se prav v tej krščanski viziji se odpira ta nova možnost. In jasno, seveda, korenina te krščanske vizije je prav v teh dogodkih, ki smo jih zdaj konec prejšnjega tedna, kristijani, ki smo se jih spominjali, se pravi velikonočen dogodek, ne, kjer Bog sam, Božji sin, se da brezpogojno in se da unim, ki ga sovražijo, ne, se pravi tudi kot znamenje skrajne, razsipne ljubezni, ne, ki gre radikalno čez vse meje tega, kar je normalno, kar je preračunljivo, kar je koristno, ker je gospodarno. Ne? Tukaj ravno s tem, bomo rekli, Kristusovim udorom v svet in tudi ne nazadnje v svet religije same, se podre ta ekonomija, o kateri smo prej slišali, in se vzpostavlja nova ekonomija. In za to ekonomijo je pa potem pomembno prav to, ne, da vzpostavlja, ta ekonomija je pa vedno občestvena, skupnostna, bi rekel, se pravi, ta je pa vedno a priorno usmerjena k gradnji občestva. To je neka temeljna, a priorna vrednota te ekonomije, ker je človek zdaj osvobojen. Če smo prej rekli, da je za homo economicusa značilna subjektiviteta tipa jaz proti tebi, ne, je zdaj v tej novi ekonomiji nastane subjektiviteta jaz za tebe. Ne. Tukaj gre za to osvoboditev, kjer je človek osvobojen, od znotraj osvobojen do te mere, da sam lahko, seveda na nepopoln način, ampak dejansko začne posnemati ta veliki dar, ki ga je bil deležen, in potem se seveda ta dar na ta način množi. Ne. In na ta način se seveda tudi gradi skupnost, v kateri dejansko začne vladati ekonomija daru. No, in to je pa potem v bistvu vsebina zadnjih poglavij knjige, kjer se tudi praktično ukvarja z vprašanjem, kako naj bi ta ekonomija konkretno izgledala. In tukaj je on predvsem vzpostavil to, kar se tradicionalno imenuje dela usmiljenja. Se pravi to, in prav ta stvar ni samo še recimo en moralen vidik tega, kar ne bi kristjan delal, ne, ampak to je ravno to, da nekomu daš nekaj, česar si ne zasluži ali pa česar sam ne more dobiti, s temi dejanji se dejansko vzpostavlja drugačna ekonomija. S tem se vzpostavlja drugačen red. Seveda, to ni red, ki bi ga lahko vsilil v celi družbi, je pa to red, ki se lahko v skupnosti, predvsem seveda v krščanski skupnosti, v skupnosti Jezusovih učencev, ne bi se pa ta red gradil. Tudi omenja eno frazo, ki jo presenetljivo prevzame od papeža Janeza Pavla II. In če nek protestant citira tega papeža, to mora biti pomenljivo. Fraza je pa tale, ideja je tale, da so materialne dobrine, se pravi to, kar imamo, da imajo univerzalni namen gradnje občestva. Se pravi, konkretne stvari, ki so nam dane, imajo svoj namen prav v tej božji ekonomiji. Zakaj? Zato, ker če to daš drugmu, če tega ne zadržuješ zase, dejansko gradiš
občestvo, gradiš to novo skupnost. Se pravi, ravno ta radikalna radodarnost, ne, ki je značilnost pristnega krščanstva, ta radikalna radodarnost vzpostavlja novo ekonomijo, nove odnose tudi v medsebojnem smislu. Seveda, zdaj, če se vrnemo na to teološko skico, ki sem jo naredil na začetku, tukaj pa seveda predpostavka tega je pa sledeča, ne, da dejansko Bog v tem času posega v človeka in da dejansko ga preobraža nepopolno, pa vendar konkretno, vendar utopljivo. Preobraža posameznika in preobraža seveda tudi skupnost. Se pravi, da tukaj je dan, bomo rekli, božanska moč, pa lahko rečemo tudi vesel imperativ, da se taka skupnost gradi. Seveda je pa to, v osnovi je pa tukaj teološko vprašanje, kot smo videli. A je to nekaj, kar Bog dela, ali gre tukaj seveda za, bomo rekli, tudi človeški napuh, da poskuša sploh kaj takega. Ker teologija, ki bi to odrekla, seveda, taka teologija se pa potem lahko podpiše pod družbeni red kapitalizma, ki je sicer slab, ampak ker v tem svetu ni drugega možno, je na to treba pristati in je pač to treba tudi podpirati. Oziroma drugače, če rečemo, recimo, Bell zelo lepo pokaže, da je kapitalizem izredno uspešen pri tem, kako upravlja z grehom. Kapitalizem človeško grešnost obrne v izredno produktivnost. To Bell kapitalizmu prizna. In Bell začne kritiko kapitalizma zelo lepo, pove, ni problem s kapitalizmom, da ne deluje. Kapitalizem deluje, odlično deluje, perfektno deluje, bolj kot kjerkoli človeški sistem. Vprašanje, ki ga moramo postaviti, je, kakšno delo kapitalizem pri tem upravlja. Kaj se dejansko zgodi s človekom. No in tukaj je zdaj to vprašanje, ki sem ga navrgel, kot odločilno in ki je lahko tudi osnova zdaj za debato, je to, na katero teološko pozicijo se bomo postavili. Tako, moje metode dovolj za uvod, zdaj pa bi enostavno dal prostor za mnenja, pripombe in debato. Tako da izvolite.